Frekvenca X. Radijski laboratorij na valovih znanosti. V letu 2023 se je prvič v zgodovini v Sloveniji rodilo manj kot 17 tisoč otrok v enem letu. Lani se je rodilo še manj otrok, najmanj doslej, in sicer 16 735. To je praktično polovico manj kot leta 1980, ko je stopnja rodnosti z nekaj na 2 otroka na žensko v rodni dobi še omogočala enostavno obnavljanje prebivalstva. Analize kažejo, da se je pravzaprav rodnostno vedenje prebivalk Slovenije zelo spremenilo. V 102-letni zgodovini, odkar imamo zanesljive podatke za rojene na ozemlju Slovenije, se je število rojenih pravzaprav skoraj prepolovilo. Leta 1922 se je na 1000 prebivalcev rodilo 30 otrok. Potem v letih po koncu druge svetovne vojne, ko smo imeli tak baby boom, od 20 do 25, v času osamosvojitve, se pravi leta 1991, 11 otrok na 1000 prebivalcev, se pravi iz 30 smo padali že na 11, v zadnjih letih pa 8. Skratka, če naredim en tak kratek povzetek, vsako leto se rojeva manj otrok in tako malo, kot se jih rojeva v zadnjih letih, se jih ni še nikoli. Martina Žnidaršič, statističnega urada, rodnost v Sloveniji postavi v še dodaten kontekst. Potem imamo pa še en malo bolj kompleksen kazalnik, ki pa pove, koliko otrok v povprečju rodi ženska v svoji rodni dobi, se pravi med 15 in 49 letom. Leta 1980 je ta kazalnik zadnjič dosegal vrednost, ki omogoča enostavno obnavljanje prebivalstva, in to je 2,1 otroka. In v zadnjih letih je ta kazalnik vrednost se giblje na 1,5 oziroma 1,6. Najnižji pa je bil leta 2003 v Sloveniji, ko je bila vrednost tega kazalnika 1,2. Zanimiva je tudi analiza po slovenskih regijah. V zadnjih 20 letih beležimo, da je bil ta kazalnik najnižji v obalno-kraški regiji. Precej nizka je pa ta stopnja rodnosti tudi v Pomurski in Podravski, v Zasavju pa pravzaprav že od 70 let dalje. Najvišja pa je v jugovzhodni Sloveniji, kjer se te vrednosti gibljejo okoli 1,9, se pravi že kar blizu tiste dvojke, ki je potrebna za enostavno obnavljanje prebivalstva. Ta jugovzhodna Slovenija, če mogoče malo poslušalce usmerno, kje to je, to so občine Novo mesto, Kočevje, Črnomelj, tam so v povprečju živijo najmlajši prebivalci v Sloveniji, imajo pa tudi malce nižjo izobrazbo od povprečja v Sloveniji. Tudi mame, ki tam rojevajo, so pravzaprav najmlajše. V letu 23 so imele v povprečju 28,4 leta, če so rodile prvega otroka. Najstarejše so pa v obalno-kraški regiji, tam pa imajo že več kot 30 let, 30,7. Zdaj, podatki za zadnje obdobje kažejo, da se več kot 2 otroka po upravnih enotah rodijo v Metliki, v Trebnjah in pa v Šentjurju pri Celju, najmanj, naprimer 1,2 pa v Piranu, pa kot že omenjen prej Hrastnik, Koper in pa Piran. Z vidika visoke rodnosti pa v Sloveniji izstopajo tudi nekateri deli Gorenjske, še posebej občina Gorenja vas - Poljane. Tam se pravzaprav rojeva skoraj vsako leto največ otrok na 1000 prebivalcev, če pa ne največ, je pa občina vedno nekje v vrhu. Od leta 1995 je bilo na leto na 1000 prebivalcev rojenih nekje med 12 in pa 17 otrok. Tako je na primer leta 2010 bilo res rojenih 17 otrok na 1000 prebivalcev in to je bilo takrat največ. Povprečje v Sloveniji za tisto leto je bilo 11, se pravi, je bila ta razlika 6 otrok na 1000 prebivalcev več. Tudi v letu 23, če omenim zadnje leto, je bilo povprečje za Slovenijo 8 otrok na 1000 prebivalcev, v občini Gorenja vas - Poljane pa 12. Najmanjša je bila ta razlika med slovenskim povprečjem pa občino Gorenja vas - Poljane leta 2003, ko pa je bilo itak v Sloveniji zabeležen prvi tak minimum rojstev, potem se pa številka večala. V občini Gorenja vas - Poljane živi nekaj več kot 7600 ljudi. V tem delu Poljanske doline visoko rodnost dvigujejo predvsem številčne družine. V 2 osnovnih šolah s 3 podružnicami je zdaj več kot 1000 otrok, v vrtcih pa 437.
Lani se je rodilo 82 otrok, ki jim ob rojstvu občina nameni 300 evrov. Z večjim številom otrok so povezane tudi obsežne naložbe v šolstvo in otroško varstvo. V zadnjih letih so za to namenili 31 milijonov evrov. Gorenjo vas Poljane je obiskala gorenjska dopisnica Radia Slovenija Aljana Jocif, ki se je najprej ustavila na kmetiji Podlešan. Smo tukaj na Žirovskem vrhu svetega Urbana pri Urški in Juretu, ki sta osnovala številčno družino. Zdaj imate 8 otrok. Urška, ste kdaj razmišljali o takšnem številu otrok? Ste jih načrtovali? Ja, sva v bistvu skozi hotela veliko otrok imeti. Tudi pri meni doma nas je bilo 8. Imam še eno sestro in 6 bratov. Jure, tudi vi prihajate iz številčne družine, imate 8 otrok. Kako gre njihova starost po vrsti? To je pa že skoraj težako vprašanje. Najstarejši je bil star 18 let, Aleksandar, potem je Lili, bo stara leta 17, pol je Patrik, bo star letas, kukže, Urška pomahi, bo 14, pol je Razem, 11, Avguštin, 9, v bistvu so na 2 leta, no, tako rečen, potem je Nina, je 6, Maja, 4, bo pa ta najmanjši Valentin, bo pa tako rečen 8. Star 1 let, to 8 otrok, tako rečen. Živite na podeželju, je prednost imeti tako veliko družino? Veliko otrok je dar na podeželju. Ima malo moči, že ful pomaga. Tudi če ima jih na roka, lahko veliko naredi. En drugim si pomagajo, tudi nahajajo, ampak lahko pustiš same in se sami rihtajo, čuvajo. V bistvu več generacij je zelo pomemben. Vsaka generacija ima pa tvoj vidik na življenje. Urška, vas kaj posebej recimo skrbi? Tudi so skrbi, tudi recimo ta starejš, ki že pomaga kositi ali pa kaj traktori pa tu, ali pa zdaj, ki ima že spit, me tudi skrbi. Ali pa če kdaj recimo, ki si kakšen večer vzameva z Juretom, da greva frej, ker so sami doma, sem ta starejša hčerka, kar lep pomirka, ki znajo en za drugega skrbeti. Moramo pregovoriti. Najmlajša sta še doma. Ste jih morda imeli tudi v vrtcu? 1 let pred šolo grejo v vrtec. Da mičken socializirajo se, ali kako se reče. Drugače pa doma, ja. Da ga tudi tašča pa tast pomirkata. Ali država prihaja nasproti tudi z različnimi dokladami in prispevki velikim družinam? Meni se zdi, da je kar v redu. Dobiva za velike družine pa doklade, tako da ne živimo na velik noh, ampak za sproti je čisto v redu. Toliko otrok imate, ko potrebujejo pediatra? Blizu v Gorenju vasi pa v redu pediater je, tako da je čisto v redu to. Zelo so zdravi, tako da samo obvezne stvari. Tako rečen, podeželski otroci mislim, da so bolj odporni, niso alergični na vsaka stvar, pa tudi ne gledava, da bi delala vsak stvar, da je fuj fej in lep živijo, no. Zdrav. 8 otrok imata, morda razmišljate še o kakšnem ali sta že postavila piko? Je že, konc. Če bi se slučajno naredili, sem upimo, da ne, bi ga obdržala, drugače pa ne, sva zaključila. Visoki rodnosti in priseljevanju pa se v občini Gorenja vas Poljane prilagajajo z obsežnimi vlaganji v šolstvo, s prostorskim načrtovanjem, za kar so potrebne znatne naložbe. Samo v šolstvo so v zadnjih 10 letih vložili 31 milijonov evrov. Pred 10 leti so s koncesijo ohranili pediatrično oskrbo, tako da staršem zato ni treba v Škofjo Loko, našteva župan Milan Čadaš. Prilagajamo našo infrastrukturo, ki je potrebna za življenje in pa tudi za ustvarjanje najmlajših, tako v vrtčevske prostore, tako v šolske prostore in pa seveda v zdravstvene. In pa seveda tudi sledimo tudi na reku razvojnim, predvsem na področju širjenja površin, ki so potrebne za mlade družine, za nove hiše, za pozidave.
Seveda je pa vse skupaj zelo potrebno, da zagotavljamo pa tudi varstvo za najmlajše, predšolsko varstvo in pa seveda tudi samo šolstvo, osnovno šolstvo, za katero je občina tudi zadolžena. Občina obsega 150 kvadratnih kilometrov, od 400 do 1000 metrov visoko. Prizadevajo si, da bi mlade zadržali v občini in ohranili poseljenost, pojasnjuje direktorica občinske uprave Elizabeta Rakovec. Stalno vodimo 1 do 2 spremembi prostorskega plana in če pogledamo naravo teh pobud za spremembo v zazidljive površine, jih je velika večina namenjena temu, da se zgradi rešitev stanovanjskega problema na zemlji svojih staršev, da bi te otroke zadržali tudi dolgoročno v domači občini. To je zlasti pomembno z tega vidika, ker smo razpršeno poseljena občina, imamo veliko hribovskih kmetij, poseljeno je celotno območje občine in če ne bomo zadržali teh naših mladih na našem podeželju, se bomo soočali z zaraščanjem. Nekaj pa je ostalo tudi čvrste tradicije povezovanja generacij. Starejše generacije pomagajo mlajšim generacijam in obratno. Tudi z različnimi programi občina skuša spodbuditi medgeneracijsko sodelovanje, prenos znanj. Izredno cenimo to, da starši skušajo pomagati svojim otrokom pri reševanju stanovanjskih problemov, tudi z zemljišč, ki jih mogoče imajo na voljo, in občina na vsak način znotraj obstoječe zakonodaje, ki je zelo, bom kar rekla, zategnjena, skuša res slediti tem nameram, da bi te generacije obdržala skupaj. Prizadevanja občine dopolnjujejo tudi podjetja ne le v občini Gorenja vas - Poljane, temveč v celotni Poljanski dolini, ki so pomembni zaposlovalci domačinov. Tradicija, vrednote velikih družin, povezanost, pa stabilne gospodarske razmere v občini, vsa potrebna zdravstvena in varstvena infrastruktura ter tudi fleksibilna lokalna politika so skupek razlogov, zakaj je lahko rodnost v neki skupnosti še vedno visoka. V občini Gorenja vas - Poljane staršem vsakega novorojenčka, lani jih je bilo 82, torej namenijo 300 evrov. V resnici so le ena izmed ne tako redkih lokalnih skupnosti v Sloveniji, ki staršem ob rojstvu otroka podelijo denarno pomoč. Večina občin staršem ob rojstvu otroka podeli med 200 in 300 evrov. Najnižji zneski so okoli 100 evrov, najvišji presegajo 1000 evrov. Bohinju recimo poleg simboličnega darila vsakemu novorojenčku namenijo višino minimalne plače, kar je trenutno nekaj manj kot 1300 evrov. Več kot 1000 evrov občinske spodbude mladim staršem namenijo tudi v občinah Kranjska Gora, Gornji Petrovci in Lendava. V večjih mestih so to vrstne spodbude nižje, kar je navkljub nižji rodnosti glede na primerjalno večje število potencialnih upravičencev logično. V Kopru lahko starši ob rojstvu otroka računajo na 200, v Celju na 150 in v Mariboru na 130 evrov. V Ljubljani mestna občina denarno pomoč ob rojstvu otroka nameni le socialno šibkejšim staršem, in sicer 380 evrov. V primeru občine Gorenja vas - Poljane gre za svetel demografski primer, ki v ospredje postavlja vrednost in lepote življenja z otroki. Tudi demograf Janez Malačič razmišlja, da bi lahko država na nesiljljiv in neideološki način, znan iz področja psihologije in marketinga, promovirala starševstvo. Spodbujanje rodnosti ne bi smelo potekati samo z ekonomskimi ukrepi, ampak tudi s promoviranjem pomena potomstva. Sicer pa da je mladim težko zapovedovati in diktirati, kako naj imajo več otrok, nenazadnje gre za najbolj izobražene generacije v zgodovini. Jaz osebno pa tudi vrsta kolegov se zavzemamo za to, da bi države, kolikor je mogoče, veliko naredile na področju spodbujanja rodnosti in lajšanja stroškov in drugih elementov, ki so povezane. Ampak to ne učinkuje, kot vidimo v večini primerov. Ne učinkuje zato, ker države tudi premalo denarja vlagajo v to. In predvsem nimajo dolgoročne zavezanosti k temu, da bi ne spreminjale teh politik. Danes je treba otroka financirati in
dobro vzgajati, izobraževati, tako rekoč do 25. leta. Ne? In zdaj, če pa vsaka naslednja vlada zastavi drugačno politiko, spreminja te ukrepe, potem enostavno se lahko mnogi znajdejo v težavah. Tudi v Sloveniji so na ravni dnevne politike ostre razprave o ustreznih ukrepih glede rodnosti. Nedavno je tako o demografski politiki razpravljal tudi odbor Državnega zbora za delo. Vrteli so se večinoma o ukinitvi urada za demografijo, ki ga je ustanovila prejšnja vlada, zdajšnja pa ukinila. A gre v resnici za uradniška vprašanja, ki nimajo stika z realnimi demografskimi izzivi, ki so večplastni. Kaj nas torej čaka? Martina Žnidaršič, Statističnega urada Republike Slovenije, postreže z nekaterimi projekcijami za našo državo. Čeprav najnovejše projekcije Eurostata sicer predvidevajo, da se bo zdaj rodnost še nekaj časa zniževala, potem pa ne bi dosegla okrog 1,7. Kljub temu bo število živorojenih v prihodnjih letih se pravi še malo padlo, nekje Eurostat ocenjuje, da se bo letno rodilo med 16.500 in 18.000 otrok. Seveda pa je število novorojencev odvisno potem tudi od priseljevanja. Slovenija je večnacionalna država, med 2,1 milijona imamo že danes skoraj 10% tujih prebivalcev, ki prihajajo iz 170 držav sveta. Če mogoče omenim, v letu 2023 se je v Sloveniji rodilo 15% otrok, katere mame v času rojstva niso bile državljanke Slovenije. In te tuje državljanke, ki so predlani v Sloveniji rodile, so imele v povprečju 29,4 leta in so bile v bistvu 2 leti mlajše od državljank Slovenije. Zanimivo pa je, da število prebivalcev v Sloveniji navkljub nizki rodnosti na račun priseljevanja vse skozi narašča. Ob osamosvojitvi leta 1991 je v Sloveniji živelo 1.988.000 ljudi. Število prebivalcev se je čez 2 milijona prvič pospelo leta 2005. Trenutno pa v Sloveniji živi okoli 2,13 milijona prebivalcev. Prestolnica Ljubljana pa je to pomlad prvič presegla mejo 300.000 prebivalcev. V Sloveniji na Statističnem uradu 4-krat letno objavimo število prebivalcev in pravzaprav vsako četrtletje se ta številka povečuje. In ker je naravni prirast v Sloveniji že zadnjih 5 let negativen, močno negativen, take nizke vrednosti recimo smo imeli samo v času druge svetovne vojne, ko se pač otroci niso rojevali. Skratka, v Sloveniji imamo negativen naravni prirast in dejansko se število prebivalcev povečuje zgolj na račun priseljevanja tujcev. Poročilo Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj OECD izpostavlja, da morajo države razmisliti o prilagoditvi svoje politične strategije novi prihodnosti z nizko rodnostjo. To pa vključuje tudi proaktiven pristop k migraciji in integraciji ter olajšanje dostopa do zaposlitve za premalo zastopane skupine. Profesor demografije Janez Malačič. Jasno je, da če pogledate svet kot celoto, kjer je 8,2 milijarde ljudi in praktično skoraj 7 milijard v manj razvitih državah, odkoder bi mnogi želeli priti v razvite države, je teh potencialnih priseljencev veliko. Ampak po drugi strani je pa tudi zelo veliko čisto praktičnih težav, še več pa najrazličnejšega političnega zlorabljanja migracijske problematike, pa ni treba ravno v Ameriko iti. Tudi po Evropi je zelo veliko sovražnega odnosa do migrantov. Vprašanje rodnosti bomo morali tudi v Sloveniji bolje reševati z učinkovitejšo integracijo priseljencev, za kar potrebujemo bolj strokovno, pametno in strpnejšo imigracijsko politiko. Področje migracij je zelo specifično. Absolutno bilo treba, da razvite države omogočijo bistveno več legalnih migracij, migracij, ki bi bile selekcionirane na tak način, kot jih razvite države potrebujejo, in predvsem, da bi se bistveno omejilo tihotapljenje ljudi. Ko govorimo o demografskih izzivih prihodnosti, smo velikokrat zelo tehnokratski in neobčutljivi do ljudi in njihovih usod. Tudi v Evropi nismo pri čudnih izrazih dosti v ozadju, ker
francoski predsednik Macron zadnje čase govori o rearmement demographique, se pravi o neke vrste demografskem ponovnem oboroževanju, ne? Glede na to, da sva prej rekla, da je rodnost padla in zdaj on hoče ponovno vzpostaviti boljše demografske razmere. Hitro so ga tudi kolegi popravili, da bi bilo boljše, da ne uporablja take vojaške terminologije. Bo imela Evropa svojo lastno vojsko, ne? Se bo oboroževala, verjetno gre razumeti tudi v tej smeri, to ne potrebovala bo tudi živo silo. Ne? Glejte, o tem nisva nič govorila, ne? Ampak tudi na obrambne vidike demografskih razmer je treba gledati, ne? In vprašanje, v kolikšni meri bi se neka množica priseljencev vključevala v obrambne napore, če bi bili potrebni. Ne? Tako da veliko različnih vidikov je povezanih z demografijo prihodnosti, pa se jih morda niti ne zavedamo. Profesor Janez Malačič, starosta slovenske demografije, sklene, da tudi politika v resnici ne razume demografskih izzivov. Zelo, zelo veliko najrazličnejših vidikov je, ampak jaz moram reči, da sem bil nekajkrat povabljen na seje skupščinskih odborov. Jaz sem poskušal vsem strankam, ki so bile tam prisotne, nekako dopovedati, da je to tako pomembna tematika, da bi se morali vsi zavzeti zanjo in da bi nekje zagotovili, da bi vsaj nekje toliko otrok se v Sloveniji rojevalo, da bi dolgoročno lahko potem z nekimi skromnimi priselitvami zagotavljali obnavljanje prebivalstva. Ampak namesto tega tudi tam ni bilo kakega posebnega razumevanja in še zmeraj se demografska problematika politizira. Potrebujemo premišljene in strateške ukrepe, nikakor pa ne populizma. Je lahko uspešna politika samo taka, ki bo zagotavljala čim boljše razmere, da se bodo ljudje sami odločali za rojstva vanje. Ne bo pa uspešna nobena politika, ki bi poskušala na silo karkoli doseči. Zagotovo bi vsaka sprememba lahko pripomogla k temu. I do think that can help. Je to, se mi zdi, ne vem, nek od najbolj ekonomski problem trenutno. Seveda pa so tukaj še tudi neke družbene stvari, kot ne vem, neki pritiski, ki pridejo s tem, če imaš otroka. Potem pa se mi zdi težava tudi, ne vem, problematika s stanovanji, pa nasplošno s samimi plačami in samim ekonomskim sistemom. Jaz bi rekla, da se v zadnjem času večina ljudi, sploh žensk, trud uspeti karierno bolj in da se mogoče zato odločajo za manj otrok oziroma se ne odločajo za otroke. Po drugi strani pa je svet tako čudno naravnan, veliko grozot se dogaja, da se potem, ko se pogovarjamo mogoče s svojimi vrstniki, se nam pa zdi, zakaj bi pa sploh imel otroka, če pa je spet toliko slabega. Tako da na eni strani država lahko nekaj pomaga, po drugi strani je pa toliko enih globalnih problemov, ki seveda vplivajo tudi na nas, da potem posledično se manj odločamo za to. Poslušali ste drugi del Frekvence X o demografskih izzivih. V prejšnji smo raziskovali razloge za upad rodnosti po svetu in Evropi. Tokrat smo se bolj osredotočili na Slovenijo. Obe epizodi lahko poiščete med podcasti Radia Slovenija oziroma jo poslušate na val202.si. Oddajo sem pripravil Luka Hvalc, občino Gorenja vas Poljane je obiskala Aljana Jocif, ankete je posnela Zoja Slapnik. Ustvarjalci Frekvence X bomo z vami tudi poleti. Julija vam ob sredah na Valu 202 ponudimo izbor najbolj izstopajočih tem. Avgusta pa se podajamo na ekskurzijo. V posebnih terenskih reportažah bomo odkrivali sledi prastarih megapotresov na slovenskih tleh, preučevali sol v Sečoveljskih solinah, pa vzorčili vodo v Triglavskem narodnem parku. Preverjali bomo, kako je z ustno higieno in zdravjem naših zob na dolgotrajnih misijah v vesolje in z raziskovalci iz prve roke klepetali o ekspedicijah v Namibijo in na Madagaskar.
Septembra pa vas skupaj z zavodom Kozmolab vabimo tudi na opazovanje popolnega luninega mrka v Ljubljani.